Dobro jutro in en lep radijski pozdrav z naslova MTK, iz naslova MTK-ja iz 5. dimenzije na valu srca. Ja, po nekaj dnevnem mrku, molku ali pa umiku, sem se odločil, da bom ipak rekel, se ipak v glasu pa naredil en tak posnetek, ampak bom to naredil v živo, ker se mi zdi to bolj simpatično, pa zraven naredim še kakšen socialni preizkus, zato da vidim, kako in kaj ljudje funkcionirate, da vidim, kako stvari se odzivajo, ker v zadnjem času zaznavam resnično veliko spremembo v obnašanju družbe, v obnašanju, v delovanju, v odzivanju ljudi na določene posnetke, izjave, zapise. Vsekakor je odziv drugačen, kakor je bil pred časom, v odnosu do mene, v odnosu do mojih vsebin, v odnosu do vsebin, ki jih delijo drugi, in tako pač pomembno je, da se v tem času obveščamo, Zdaj vedeti moramo, da propaganda dela v svojo smer neustavljivo in nespremenljivo, Se pravi, ta mainstream mediji še vedno opravljajo svoje delo, kot so ga pred 3, 5 in 20 leti, naloga njihova je enaka. In v bistvu moramo se zavedati, pridruženi člani vsi, dobro jutro vsem, hvala lepa. Nekako se moramo zavedati, da tudi za časa vojne je imela propaganda svoj namen. Radio kričač pa je bil odzadaj tisti, ki je nosil resnične prave informacije, in seveda ta radio kričač je bilo treba ugasniti in nekje večkrat mi ta kričač prileti na plano, mater Turšič, saj si pa resen kričač, čeprav ne kričiš, govoriš čist zmernim glasom, pa tako reže določene ljudi, prav zaradi tega, ker se na tem radiju skozi moje podajanje vsebine ves čas, zadnje 3 leta, trudim nekako pripeljati ljudi oziroma vsakega, ki poda malenkost pozornosti, da se naučimo prepoznavati skrivnosti. Skrivnosti temačnih, skrivnosti, bom rekel, vzpona, vse to so bile pred očmi širše javnosti zakrite stvari. Nismo vedeli o stvareh, ki so se dogajale na strani teme, tako zelo prikrito in tako globoko, da je bilo neviđeno, s tem, da na drugi strani nismo imeli znanj, bom rekel, duhovnih znanj, kako doseči, nismo imeli recepta, kako doseči znotraj sebe tisto, čemur se pravi razsvetljenje, prebujenje, dvig zavesti, tehnike, vake, onake, šraufat, bunkat, čonkat, mendinterat, jaz ne vem, kva tehnike, na kar smo pač ugotovili, da so stvari dejansko ves čas nam pred očmi, tako strani temačnih kot strani svetlobe. Oboje je nam pred očmi vsa ta leta. Dejstvo pa je, da so nam uspeli pogled tako zabrklati, da mi v bistvu nismo mogli znati prepoznati skrivnosti tako enega kot drugega sveta. Mi smo bili zavedeni, dobili smo preko šole, preko indoktrinacije, smo dobili eno izmed perspektiv. In ta perspektiva na življenje, kot ga živimo, kot smo ga živeli recimo do korone, kjer je bilo še tako, pa se je pa malo čudno, ampak ajde pa levi, pa desni, pa tako, smo še nekako živeli. In tle mediji so lepo držali ta svoj tempo, indoktrinacija, tudi politika, tudi lepo držala, da smo mi nekako verjeli znanosti, verjeli smo politiki, verjeli smo zdravstvu, smo rekli, klinci niso vsi dobri, ampak tu in tam je kakšen tudi bak, ampak kaj pa češ, sej tudi če je kriminalc, kaj mu pa moreš, kaj pa češ, tako je, so pač tudi kriminalci, Turšič, ne bod zdaj ti tok pikolovski, pač pust zdaj kriminalce, tudi če so med farmacevti, ne zdaj Turšič preveč barbat,
to je meni govoril nekdo, ki je del sistema. Jaz sem mislil, da je pa moj prijatelj. Jaz sem pa mislil, da je on tudi iskalec resnice, ne. Ampak okej. Zdaj pa se nam počasi odpira pozornost, awareness. Mi smo postali pozorni, tamle je vprašljivo, tamle je čudno, tamle se sestavljajo nekaj skupaj. Če je moj sovražnik, moj prijatelj od mojega sovražnika, pol, kaj zdaj jaz z njim delam? Pol, verjetno imam 2 sovražnika, ne? Če imam unga, ki v bistvu mi sere po glavi, ki v bistvu ves čas, že celo življenje mi lepo najeda po živcih, on ni meni družni, ne? On je razdruževalec. In ko se moj prijatelj z njim druži, se moraš žal posloviti od obeh, odmakniti od obeh, zaradi tega, ker ne moreš se pozdraviti v okolju, kjer si v bistvu fasal to nezaznavanje, to popačeno sliko sveta, bom rekel sliko skozi neka očala z tako blesavo dioptrijo, da ne vidiš ne na blizu, ne na daleč, ampak vse je zbrklano in zmeštrano. In ko si se ipak fokusiral na eno stvar, da jo boš razločil, so ti rekli, dej ti in tvoje fantazije, domišljije in te tvoje domneve. Na kar sem se jaz v življenju malenkost odmaknil od vsega tega in začel gledati svojimi očmi, seveda plexus solaris, 3. čakra, ko se začne vrteti prav, ti nekje daje zaupanje v to, da imaš svoj prav, da v bistvu zaupaš sam sebi, da ne iščeš potrditve od zunaj, ker dokler sem iskal potrditve zunaj, so rekli, da sem blesal teoretik zarote. To sem jaz zunaj najdu o sebi, ne? Ko pa sem jaz sebe vprašal, kdo sem jaz, kaj jaz počnem, zakaj tako razmišljam, kako vidim svet, takrat so se pa odprle neke druge stvari. In ta plexus solaris je ena izmed takih čakr, ki jo človek more zalaufati, da dela prav, ker dokler nisi v njej, si v strahu, v dvomih, kaj sem še napisal, v iskanju potrditve in sramuješ se sam sebe in svojega znanja. Hvala lepa vsem, ki darujete cekinčke, neizmerno sem hvaležen tudi za tiste, ki najdete moj poštni naslov in mi pošljete, nekateri sicer zelo redki, ampak pošljete zahvalo, neizmerno sem hvaležen vsem, ki na tak ali drugačen način sodelujete pri življenju Radia MTK. Dobro, po nekem času, skoraj po enem tednu ali pa vse že več kot teden sem se oglasil, jaz priznam, da sem vas pogrešal, meni radio manjka, to je moj passion, to je moja strast, pa vendarle nekje je ena meja, ko v bistvu začneš prepoznavati, kako zunanji svet funkcionira, da v bistvu ta svet se boji, da bi bil prepoznan in namenoma sem dal danes naslov prepoznavanje skrivnosti. Kot sem rekel, prepoznavanje temačnega delovanja je eno prepoznavanje. Prepoznavanje, kako je delovanje pravilno, torej človeka, ki ima dušo, ki izhaja iz sebe, iz integritete, iz svoje morale, iz svoje vesti, iz svoje, bom rekel, človečnosti. To so nekako denormalizirali in normalizirali vse, kar ni normalno, ne, če pogledamo LGBT-je in, bom rekel, normalizacija laganja v parlamentu, recimo. Med politiki je laž tako čist normalno. Ne, laž ni normalna stvar, laž spada med grehe in greh je tisto, kar te v bistvu spravi v oklepe, da ne napreduješ samim sabo, kajti laž je izkaz neavtentičnosti, pogoj za to, da pa se srečaš samim sabo, pa je avtentičnost. Avtentičnost do samega sebe. Zdaj, ljudje so, kako sem napisal si, meje so prestopili, pravzaprav v času korone smo vidno videli ljudi, ki so prestopili vse meje zdrave človečnosti, zdravega razuma, zdrave družbe. Zakaj? Zaradi tega, ker so sami predtem prestopili mejo svoje vesti, svoje morale, svoje človečnosti, meje spoštovanja. Dragi moji, ne moramo pričakovati, da bo kdorkoli koga spoštoval, pa rečemo vas. Ne morete vi po mestu pa reči, spoštujte me. Ne bo šlo.
Spoštovanje je nekaj, kar se zahteva, ko se z nespoštljivostjo srečamo. In vsak človek ima pravico reči, halo, tovrstna komunikacija, tako nespoštljiv odnos je zadnjič, ko sem ga dovolil. Od tukaj do zdaj sem to dovolil. Od zdaj naprej nespoštljivega odnosa do sebe ne dovoljujem. Naj si bo verbalno, naj si bo z dejanji, naj si bo oddaleč s človekom, ki do vas izkazuje nespoštljiv odnos, posmeh, bom rekel, spotikanje ob vaše dostojanstvo, rušenje vašega dostojanstva, integritete in avtonomnosti duše, kdorkoli si to dovoljuje, ni pravi človek, da je v tem trenutku z vami. V vaši bližini, v vašem poslu, v vašem odnosu, kakorkoli. In to morate zahtevati vi. Torej, vsak posameznik mora se zavedati, da nespoštljivosti ne dovolim. Ne? Kaj govorijo o meni, ne govorijo. Kaj mislijo o meni, ne mislijo. Ugotovil sem, da v bistvu sploh nič ne mislijo. Ker če bi družba kaj mislila, bi izmislila že marsikaj do zdaj, pa ni. V bistvu je družba še bolj zakrknila, ker ne ve ne kam, ne levo, ne desno, ne nič, nima širine pogleda, ne zaznava skrivnosti sveta, v katerega bi moral kot človek, ne prepoznava kriminala, ki se je dogajal v celotni globini, ne glede na to, koliko je bil človek manipulativen v svojem mikrokrogu svojih nekih navideznih prijateljev, ki so skupaj delovali za temo, a ne? Kot na upravni enoti, ena skupinca, pa druga skupinca, pa tretja skupinca, pa noben ne ve, kaj pravzaprav je naloga javne uprave. Ne? Karikiram, noben ne pozna celotne slike. V mojem primeru je šlo tako, da sem spoznal prvo, drugo, peto, sedmo, 60. grupico, način delovanja in princip in ugotovil, da se ta vzorc povsod ponavlja. Ne? In ne glede na to, koliko so ljudje nekoga nekje varali, koliko so sodelovali s temo, se ne zavedajo, da so ga sami fasali, zaradi tega, ker nimajo širše slike. Vsem je skupen isti šef mafije, čeprav šef mafija ima svoje podšefke, mar ne? In enako je ta, bom rekel, temačni svet pelov. In to je pelov zaradi tega, ker je uspel pripeljati ljudi do tega, da so naredili grešno dejanje, izvorni greh. Cel svet je v grehu, ampak eno je to, ko se ga zavedaš, pa rečeš šit, to pa ne bom več počel, ali pa rečeš klinc, pa kaj, pa en greh, pa kurc, pa le kaj sem dubil, ko sem se zlagal, ne? Ampak greh je greh in greh je v bistvu osnova satanovega delovanja in on v bistvu, ko te dobi v greh, te drži za jajca in tako je človeštvo ujeto v, kje sem napisal jaz? Že imam nov zvezek. Nov zvezek zahteva nove, čaki, greh in poželenje nas drži v svetu teme, v svetu, kjer smo vezani na telo. Prepoznati, da nisi telo, prepoznati v bistvu, da si energy, da v bistvu si na tem svetu, ampak nisi od tega sveta. Ta svet si tebe ne sme lastiti. Nisem od tega sveta, verjetno ste slišali, biblijsko je to. Ne? Nisem od tega sveta, torej v lastništvu tega sveta in nihče na tem svetu si mene ne more lastiti. Ne kučan, ne pahor, ne vlada, ne korporacija, noben si mene ne more lastiti, če sem pa energija. Lahko pa to energijo predajam in dajem in razdajam temačnim, če sem zaveden. Zaveden pa sem z bleščečimi stvarmi, Lucifer je lažna lučka, bleščeči drek v celofanu, poparfuman drek, ne, in tako naprej. Tako smo ljudje v bistvu zapadli v to poželenje. Mater, si želim avto, kaj bi vse naredil za avto? A boš lagal? Ja, ne, pa je šlo. In tako je človeštvo ujeto tisočletja. In v bistvu najbolj varovana skrivnost na tem svetu je bila točno jasna slika o tem, kako deluje tema in kako deluje
v bistvu naš primarni, dušni, človekov moralni del. Nič dosti drugega, samo zapacana je bila ta slika in to je bila mega skrivnost. Ni zakopana v vatikanskih katakombah, ampak je zakopana v vas samih. Vi morate odpreti oči, vsak izmed nas mora odpreti oči in zagledati, kdo je, kakšen je način delovanja človeka, s katerim se družite. Ne? To je prepoznavanje skrivnosti. Skrivnost je nosila masko. In ta maska je se pretvarjala, da je vaš prijateljca, pa da je partner full face, ne? Kako zna narcis biti super krasen, a ne? Krasen je on za štart, ampak ko se pa malo poglobiš, pa vidiš, da temu ni čez glih tako, da je to v bistvu ena pošast. In če ti teh pošasti ne znaš prepoznati, si njihov plen. Tisočletja je že bilo tako. Nismo bili ljubljeni, bili smo uporabljeni. Talele je pa kar uporaben. Ja, ga bomo kar ponucali. Kako te imam rad, kako si fejst. Kaj ti še zame to naredil ali pa naredila? Precej znano vam je verjetno in dokler tega ne znaš prepoznavati, si vedno žrtev. Ker ta narcistični svet zna biti neumoren, vrhunski igralec. Ampak imamo mi kar srečo, a ne, da je sreča prišla na našo stran, nam odprla oči, v isti sapi pa je to posledica, da imamo mi malo kolektivno bolj odprte oči, da nismo zdaj en Jezus, pa en Buda, pa en Prešeren, pa en Cankar, pa en Sokrat, ne? Da nas je v bistvu v tem času, v tem trenutku, tukaj in zdaj veliko več, oziroma v tem trenutku je na Zemlji največje možno število prebujenih ljudi, kot jih je bilo kadarkoli v zgodovini. Bili so posamezniki, pustili so močne sledi, velike vtise za časa svojega življenja so bili označeni za teoretike zarot, pa za čudake. Tak je bil narativ, a ne? Teh, ki so imeli svoje skrivnosti, ki so prikrivali stvari, ki so prepisovali zgodovino into his story, ne? Never real story, ampak his story, pač rekla kazala. In v tem času, ko je največje število prebujenih ljudi, je to posledica kozmičnih valov, a je to posledica dviga zavesti Zemlje, a je to posledica solarnih bliskov, Schumannove resonance. Ne vem, ne bom nič vzel zdravo za gotovo. Vse to, kar sem naštel, je lahko mogoče res ali pa mogoče ni res. Vsekakor jaz v sebi čutim dnevne premike, dnevne uvide, dnevne razširitve znotraj sebe. Vse to želim deliti z ljudmi, z vami in tako, zaradi tega, ker se zavedam, da smo nekaj bistveno več, kot so nam dopovedovali, in če sami sebe definiramo tako, da v bistvu smo telo, pa imamo noter tako eno dušico, nekaj malega, kot dušo, pol imaš to percepcijo. Ko pa ti rečeš, jaz sem v bistvu duša, 80% mene je v glavi, je mental, ali verjamem iluzijam, ali zaupam svojim glasovom, ali verjamem poročilom, ali v bistvu poročila gledam zato, da obrnem sliko nazaj, da v bistvu zvem, kaj je res. Kadar ti sam sebe definiraš kot energetsko bitje, ki v tem življenju koristi telo kot nekaj, kot pripomoček, a ne? Takrat se pa stvari začnejo malo drugače. Perspektiva postane druga, pripadam jaz svetu resnice, ne pa svetu laži, ki ga gledam. Torej, ne pripadam jaz iluziji, ki je stvar Luciferjeva lažnivega vodenja. Ne? Pejte vsi v cepljenje, pejte vsi v plinsko celico. Tako je Lucifer delal z nami zavedno in nas je vedno zapeljeval v grešnost. Pa da se vrnem nazaj. Največje število prebujenih ljudi, kadarkoli v zgodovini je, in to se da preveriti, ker je TikTok poln. Tak je moj timeline. Poln je vsebin ljudi, ki so prebujeni, ki znajo razložiti stvari skozi svoj kanal. Jaz vam razlagam stvari skozi svoj kanal.
kakor ga sam dojemam, razumem, vidim, čutim. In posledica je, da je veliko prebujenih. Ampak zakaj? Zaradi nečesa. Pa rečemo temu kozmični, svetlobni, večji pritok svetlobe, lahko temu tako rečemo. Kajti na drugi strani, nikoli na svetu ni bilo v govnu toliko ljudi, kot jih je zdaj. Dobljeni so na lažeh, na nefunkcionalnosti, dobljeni stvari se razgaljajo. Takoj, ko tebe malo bolj stvari zanimajo, vidiš, da nič ne štima. Pisarne državnih ustanov sicer so odprte, ampak tam not ne dela noben. Če rabiš kakšen dokument, ni nič od njih. Nimamo časa, imamo gužvo, pa dopusti, sej veste, pa glih una, ki se ukvarja s tem in tem, kar vas zanimajo, pa glih ni. Kaj hočem reči? Mnogo ljudi prihaja v stisko, zmedo, kaos, strah, razpadajo jim stvari, za katere so mislili, da so večne, prijateljske, službene, partnerske, vse sort vezi ljudem razpadajo. To uspem srečati na netu, ko ljudje iščejo, kaj naj naredim, mož je hladen, ovo, pa v bistvu pri vseh opazim samo eno stvar. Koliko poznaš narcizem? Kako močno dobro prepoznavaš narcizem? Kaj veš o narcizmu? A vidiš delovanje narcizma v situaciji, kjer si se znajdu, naj si bo v trgovini, na cesti, v službi, v partnerstvu? Prepoznavaš narcizem? Dokler ne prepoznaš te skrivnosti, potem si žrtev. Torej, mi moramo nujno znati prepoznavati tisto, kar ne piše v knjigah, ampak tisto, kar hodi pred nami. Ne rabite brati knjig, berite ljudi, odprite oči, ne rabite novega znanja, kako točno deluje motor z notranjim izgorevanjem na vodik, pa koliko milipaskalov barov potrebuje tam un batek, da bo stvar delovala. To ni tisto, kar vas zanima. Nas zanimajo odnosi med ljudmi. Prav? Dokler mi ne znamo jasno in merno brati ljudi, do takrat smo mi žrtve tega. To je moja lastna izkušnja in izkušnja vseh, ki so to trnjevo pot, hudičevo pot življenja z narcisom v bližini tako ali drugače preživeli. In zdaj se lahko vprašamo le, zakaj na svetu, ki je imenovan raj, torej zemlja, zakaj je Bog dovolil narcizem? Zakaj se ljudje ne prebudijo? Zaradi tega, ker je njihova dušna naloga, da ostanejo zaspani. Zaradi tega od danes naprej, kdorkoli pač to posluša, nehajte obsojati ljudi, ki se niso prebudili, pa ljudje ne vidijo, Oni so tukaj zato, da ne vidijo, zaradi tega, da vi vidite kontrast med tistimi, ki ne vidijo, in tistimi, ki vidimo. Da sami zaznate, da spadate v kategorijo višje, ker vi pa zaznavate in opazujete, kako ste sami izgledali, ko niste zaznavali. Smo izgledali. Meni je bilo samo čudno, pa nisem vedel, zakaj. Zato sem se v to toliko poglabljal 30 let. Zdaj pa mi je jasno, ampak jasnost se je začela odpirati, ko sem jaz začel verjeti vase, ko sem jaz začel postajati vse bolj meren, ko sem zaznal, da v bistvu ljudje načrtno pridejo, sistematično, načrtno, splanirano motati moj mir in v bistvu me zavajati, bom rekel nekako metati, so prihajali metati pesek v oči, da moja pozornost in moj pogled na svet ne bi bil zdrav tako, kot je lahko zdrav. In Jezusov pogled na svet nam kaže, da je bil njegov pogled na človeka, na dušo noter, je bil vrhunski, lep, zdrav. Tak pogled mora imeti vsak izmed nas. Torej, spoštovati človeka brez tega, da ga poveličuješ, koliko si ti hud, in brez tega, da ga lahko ponižaš. Ker človek je človek. Jaz sem včeraj napisal zadnjo stvar v moj zvezek, ker se je napolnil. Zadnja stvar, ki sem jo napisal, je: življenje mora biti čaščeno.
ne pa zaterano. Kdo ga časti in kdo ga zatera? Zakaj dovolimo, da nekdo v bistvu da se nekdo znaša, ker ima občutek, da je ne vem kaj? Zakaj dovolimo, da se nekdo znaša nad nečem živim? Nad rastlino, nad živaljo ali nad človekom? Zakaj dovolimo, da je nespoštljiv odnos vseh političnih veljakov, vseh medijev in vseh vzvišenih doktorjev? Kad moraš priti k doktorju, kada si zadnja smet. To bi nas lahko naučili že v štartu, da imamo opravka z nekom, ki je svojo vestjo in svojo človečnostjo nekam hudo zaglajzal. Ali si doktor ali pa berač, v obeh primerih si človek. In dokler mi ne bomo pokazali, kaj pomeni biti spoštljiv do vseh, po kom pa naj se ravnajo. Ljudje smo rekli, ne razmišljajo, tukaj so zato, da nam pokažejo slepoto slepega sledenja. Komu ne sledijo? Si vzorčni primer? Lahko rečeš, zgleduj se po meni, kaj delam? Vsak izmed nas mora priti do tega. Zgleduj se po meni, kako odgovorim človeku, ki me napade. Zgleduj se po meni, da boš videl, kaj je merna reakcija. Zgleduj se po meni, da boš videl, kako se spoštuje človeka. A ne? No name je prišel v bistvu točno s tem se pokazati, ker no name je točno tisto, kar ne znaš dati od sebe in v bistvu žalt. Medtem, ko se pogovarjamo o neutralnem spoštovanju, pride nekdo brez imena in brez frisa narediti točno to. In osnova nove družbe, no name, naj ti povem, da je točno to, kamor ti ne spadaš. Tvoj način delovanja in obnašanja te v bistvu eliminira iz okolice normalnih ljudi, ki imamo vest, občutek, moralo, integriteto, avtonomnost, kaj še? Dignity, ne? Dostojanstvo. In no name, če bi imel dostojanstvo, ti tega ne bi nikoli naredil, ker človek z dostojanstvom je spoštljiv. In dejstvo je, da mnogo ljudem manjka dostojanstvo, ki pa seveda ga prodajajo, kot da so hudi, žešči, dajmo malo bulirati. To je ful dober, biti nečloveški, to je ful dober, a ne? No name. Lahko, ampak ne več v družbi normalnih ljudi, ker to vam enostavno ne dovolimo. Ker od tega nima noben nič, ne ti, ne jaz, ne kdorkoli od nas to posluša, nima noben nič od tega, a ne? Enka meglo prodaja, To je izkaz nizke zavesti, v bistvu zdemonizirane zavesti, v bistvu demona, ki skače, ki je okužil človekovo zavest in srce. To je demonska naloga in prav bi bilo, da bi se no name tudi ti ustavil in tebi podobni ustavil pa zagledal vase pa rekel, fuck, kaj jaz počnem? Kaj je z mano? Kako? A jaz sem mislil, da bom kdaj ljubljen s tem odnosom. Kar drugim storiš, meni si storil. Vsi smo eno, ampak tak odnos človeka odreže od enega, ker mu ni dovoljen vstop z umazanimi dejanji, mu ni dovoljen vstop v resnico. In avtentična hvaležnost, pristna hvaležnost je štart. Spoštovanje vsega živega je štart, point, da sploh lahko stopaš korak naprej. In kot sem rekel, tudi taki no-name so nam potrebni zaradi tega, da mi vidimo moč kontrasta med spoštljivostjo in nespoštljivostjo. Za začetek je že lagati samemu sebi in posledično drugim, je to izkaz nespoštovanja. A ne? Torej, če nekoga spoštuješ, potem tak, ki ga spoštuješ, si zasluži resnico. A je to tako? In pred nami je nov svet. Razgalila se bo do konca svinarija, ne glede na to, koliko spremljate novice, koliko spremljate dogodke okrog Trumpa, ne glede na to, koliko spremljate karkoli,
je dovolj, da pogledate okrog sebe in vidite, kako se matrica ugaša. Ljudje zapadajo v sramoto. Ljudje zapadajo v strahove. Ljudje zapadajo v stiske, v zmedo in v globoko obžalovanje. A ne? Obžalujejo stvari, ki so jih počeli, žal jim je, verjamem. Ampak dogodkov, ki so se zgodili, ki so jih ljudje naredili, ali pa smo jih naredili, jih ne moramo odnarediti. Vse, kar je, si jih lahko odpustimo. In nehamo delati stvari, ki niso ok v tem trenutku, da jih nehamo delati zaradi tega, ker vsak izmed nas ve, kaj je prav in kaj ni prav, nič drugače. Ampak požvižgati se na to, to pa seveda za sabo potegne tudi neko mero. Mislim, ne moraš biti pezde do ljudi in pričakovati, da boš dobil neko nagrado, kot si je no name zamislil. Jaz bom haral po svetu, ljudi bom v nič deval, pol bom pa jaz bil srečen. V nobeni filozofiji, v nobeni gnostiki, v nobenih debelih knjigah ne piše, da je ta pristop ok. Ampak drugače. Včasih v enem zapisu sem rekel, pa pizda, pa katere knjige ljudje berejo, da lažejo, kradejo, manipulirajo, zajebavajo, hodijo po ljudeh, so nespoštljivi. Kaj to za ne knjige berejo? Kje je to? Jaz to nikjer nisem najdel. Ne v prvem razredu, ne v prvem letniku, ne prverouku, nikjer jaz tega znanja nisem dobil, pa odkje jim to? Iz sebe. Kadar je človek v pomanjkanju ljubezni. In svet je hotel, da ljubezni nimamo, ker svet je univerzalna in edina gonilna sila tega vesolja. Ne obstaja kontrasila, saj Satan ni negativna sila, je samo negativen pristop, ki v bistvu človeka v bistvu odreže od ljubezni. Torej gre za pomanjkanje ljubezni v človeku in ljudje so v bistvu v velikem pomanjkanju ljubezni. Niso jo bili deležni in jo ne znajo čutiti in v bistvu se branijo pred ljubeznijo. Praviš, da mogoče satanistične knjige. Ja, lahko da. Ja, obstajajo tudi take. Ampak hočem reči, mislim, otrok ne rabi knjige brati pa laže sam po sebi. Zato, ker bi rad testiral, kje je meja. In ker smo mi dovolili meje, da so nam prestopili, so oni rekli, ok, pa gremo lahko čez mejo. Politika je šla že davno čez meje. A veste, koliko ljudi je kršilo ustavo za časa korone? Ja, je šef tako rekel, kar podpere šefa, zdaj sta pa oba kriva. Oba sta kršila ustavo in za kršenje ustave so predpisane določene kazni. Ja, pa je šef tako rekel, koga moš ti ubogati? Zblojenega satanističnega šefa ali moš ti upoštevati ustavo, pa moralo, pa vest? Ja, pa je šef tako rekel. Pa kaj se ti praviš glupega, zdaj pa je ta pa oba sedeti, če ti šefa podpiraš. To sem pripeljal zdaj malo bliže zaradi tega, ker v bistvu zavedite se, da glupi ljudje so navlekli glupe ljudi nase. Narcis je nase navlekel Flying Monkey. In Flying Monkey so častili tega narcisa, ko je naš narcis ful dober bulera, ful the best razbija, ful dober ne spoštuje, pa močen je, pa vedno on nekaj zmaga. Danes pa se izkazuje, da v bistvu ljudje Flying Monkey nekako prepoznavajo, da njihov narcis v bistvu je en težek psihopat, ena težka baraba in v bistvu, a jaz res hočem temu idiotu krit hrbet? Ne. Smo v fazi, kjer se ljudje ločujejo in enostavno, kdor bo kriminalcu ščitil hrbet, je sam v kriminalu in ta kriminal je viden čedalje bolj. Pa bom dal zdaj v drugo perspektivo. Politiki prikrivajo v bistvu težke pizdarje in mediji pomagajo prikrivati. In zdaj so oboji vpeti, zaradi tega, ker so tudi tožilci in odvetniki in sodniki očitno všteti, ker čemu jih imamo, če je dovoljeno vse to, kar se nam dogaja.
In zdaj počasi prihajamo do tega, da če si videl, da je v kriminalu, pa si ti zaradi 100 evrov, ki si jih dobil v žep, pokrival ta kriminal, oziroma se obrnil stran pa rekel, ga ne vidim, v tem primeru tudi ti spadaš počasi v to kategorijo. In to se nam odpira zdaj kot eno veliko razodetje. Ko sem glih do tle pripeljal, a veste, da se je v Srbiji planirala vojna in to obsežna vojna. Trump je to preprečil, ne vem kako s temi vzvodi, pa vendar, če z druge strani pogledamo Vučića, kaj počne. V bistvu je ta model v bistvu pravi podpihovalec vojne, ker on še zmeraj misli, da bo vojno nakuhal, ne. Bi bilo prav, da si malo pogledamo, kako so nam pred časom kuhali vojne. Ta Vučić za človeka, ki gleda malenkost bolj razumno, Vučić za tacga človeka izgleda kreten, ki spada točno na odstrel. Vsekakor ne biti na tej funkciji, ker v bistvu on nima združevalne politike v glavi. Nima namena združevanja, ampak deljenje, ločevanje, hujskanje. Oni so taki, mi smo taki, oni so težava. Pri nas imamo vodilno stranko, demokratsko. Oni so barabe. To je hujskaštvo, mi proti onim. Pa boste rekli, Turšič, v čem pa ti drugačen? Jaz sem drugačen v tem, ker sem vam rekel, da smo dejansko vsi eno in pripadamo ljubezni, pa vendar, ljudje, ki so se ljubezni odpovedali, morajo biti odstranjeni z moje strani, v mojem neposrednem krogu. Kar se pa tebe tiče, pa jih odstrani v svojem krogu in ne dovoli, da v tebi vzbudijo tisto občutek, da bi se mu človek kakor na gobec. Preprečite to, ne spuščajte se v to, ker njihova želja je, da se razjezite. Ideja je, da ostanemo mirni. Gledam jaz nisem vzel puške pa šel zdaj tam pa marsikoga bi, ne. Čist po pravici vam povem. Marsikoga bi šel tako zeliminirati, ampak to ni naloga ljudi in oni to vedo. In tudi oni vedo, da se nas ne smejo tako znebiti, a ne? Da nas se takole naživja, pa res ne sme in ne da znebiti zaradi tega, ker to tako ne gre. Pravi šalja, da ja, ves kriminal se je začel z lažmi. Laž je ideja satanizma. In seveda laž za seboj ima neke skrivnosti. In te skrivnosti so bile zelo dobro zapakirane do začetka korone. S korono so se začele te skrivnosti pa mal razkrivati, a ne? Da to ni ipak nešto ne valja z maskami, da to z nekim virus lahko skoči tako pa ne more do 9 ne skače, po 9 ful skače, da je treba razkuževati in tako, kakšne banane vse so nam prodajali idioti in so idioti glih toliko kot Vučić, ki ga gledamo zdaj, ne? Skratka, mi moramo prepoznati nizko zavest. Nizka zavest je predpogoj za to, da človek faše demona. In ko dvigneš zavest, tudi demon ne more več funkcionirati v tebi. In ti ljudje, ki so na pozicijah, ki so seveda nastavljeni strani satanističnih veljakov, a ne, vsi ti ljudje so nizke zavesti in so zabiti in so neumni. Oni ne znajo reševati problemov. V bolj hitri akciji, da je treba nekaj reagirati, ti ljudje niso sposobni zaradi tega, ker nimajo notranjega kompasa. Brez notranjega kompasa se ti v življenju ne moreš znati obrniti, a drži? In vedno so se zanašali na šefa, na unga, na zdravstvo, na vse sort zunanje ljudi so se zanašali. Ja seveda, ker plexus solaris ni več delal, a ne? Zaradi tega, ker si iskal zunanjo potrditev, zunanjo plaketo, zunanjo priznanje zunanjega strokovnjaka. Tudi če je bil v bistvu čisto tele zunanji strokovnjak, ki ne zna pojasniti, kaj je naredil v svojem delu za 50 jurjev, ne zna objasniti, kaj je naredil, samo če si bedak rečeš, okej. Ker če ga gledaš s treznimi, normalnimi človeškimi očmi, vidiš, da je ena navadna palamudžija, cirkus na cirkus in klovn klovnu ploska, valjda se sta z istega cirkusa.
kaj če pa drugače biti. Jaz upam, da sem razumljiv, kaj vam hočem dopovedati, da prepoznavanje skrivnosti ni v vatikanskih knjigah oziroma v satanističnih knjigah, ampak je skrivnost prepoznati, kaj se skriva za masko, ki jo človek fura, in glede na to, da kar sem prej začel, da je v tem trenutku v svetu največ prebujenih ljudi, je to posledica nekih kozmičnih žarkov, kaj so resonance, frekvence, se da razložiti, ampak ne bom šel tako globoko. Dejstvo je, da je posledica tudi ta, da čedalje več ljudi zelo težko nosi svojo masko. Zelo težko vzdržujejo naven lepo fasado, bom tako rekel, sliko o sebi navzven, pa niti ni to toliko fizično, kaj si ljudje o njih mislijo. Torej, a so adekvatni, a so strokovni, a so odzivni, a so agilni, a so transparentni. Nič od tega. Torej, ta slika, da vse to, kar sem naštel, da bi morali biti, niso. Kaj pa so pol? Ja, nesposobni, ne? Ki igrajo sposobnost. Mislim, ti lahko igraš prijaznost, pa si neprijazen. Ne moreš pa igrati sposobnosti, halo? Ne moreš ti igrati sposobnosti, no, prav tako, človečnosti, moralo so igrali, ampak kadar pride kritičen moment, takrat se pa pokaže, koliko je morale ostalo. In kritičen moment je bila korona. Ljudje so pokazali, koliko so moralni, koliko so sočloveški, in zaradi tega, ker so takrat sodelovali z nekom, so danes v sramoti, v obžalovanju tega, da so kar slepo ubogali. Ampak kaj pa češ? Ampak tudi obžalovanje ni potrebno nositi do smrti sabo, lahko se ga rešiš tukaj in zdaj. Nehaj grešiti, je rekel Jezus, tudi tej ženski, ki naj bi jo kamenjali. Pojdi in ne greši več. Pojdi, sem ne deli več tega. In tako nekako moramo tudi mi ljudem dopovedati, v redu je človek Božji, jaz ti odpustim, zaradi tega, da imam jaz mir, pozabil ne bom, spet pa nehaj to delati, pa prid nazaj pol, ko se v šmalskali brerov. Tukaj in zdaj, da mi pa jokaš, kako si žrtev, dragi moji, tisto, kaj je mene najbolj bolelo, nisem nikoli nobenemu povedal, pa prešel sem te stvari. Toliko izdaje, ki sem jaz doživel, toliko debilnih iger, ki sem jaz doživel, ne vem, se to vsem dogaja ali ne, ampak po drugi strani sem spet hvaležen vsakemu posebej, vsaki izdaji, vsaki prevari, vsakemu pritisku, ker zaradi tega so ustvarjali iz mene tisto, kar ne bi smeli ustvariti. Nekoga, ki vidi, ki prepoznava njihovo igro skrivnostno iz dneva v dan, ki jo igrajo še vedno. Jo, saj smo kar v redu. Ste kurac v redu, stari. Naven zgledate lažnivci, kaj ste kurac v redu. Ste podrti, lopa. Ja, dober, jaz sem rekel, da meni absolutno pripada ena pauzica. A ste vi to za? A ste vi za, da naredim jaz tam čisto prekratko pauzico, pa vam bom dal par zapisov, ki sem jih ustvaril med tem časom, da vam ne bo dolg čas. A ne, evo. Tole pa malo musko na glas, pa enega bom požgal čuhka. Dobro jutro vsem prisotnim. Pa malo meditacije, takole za uspod. Ja, čas je, da si predstavljamo malo, kako bomo živeli, kako bi živeli, kaj bi radi živeli. Ta kapitalizem, ja, najbrž. Sodelovanje hočemo, ne pa razderanja, ne? Ta svet je empatijo definiral kot šibkost, ljubezen kot naivnost, v bistvu pa je empatija božanski GPS, kajti empatija pomeni občutiti sebe, čutiti stisko drugih ljudi, čutiti zaznave, ki nimajo opisa besednega. Veš, da veš, ne veš, od kje veš, ampak si trdno prepričan, da veš in veš, da je prav. In ljudje, ki izgubijo empatijo, sicer so oni inteligentno ali pa tehnično učinkoviti, ampak čustveno so prazni. Znajo z besedami, ampak
Te besede nimajo duhovne globine. In če pogledamo, prav ti ljudje danes vodijo, učijo, odločajo in oblikujejo javno mnenje. Seveda, kako pa sistem, ki je želel imeti čim več narcizma, ki ga je prikrival, ki je največja skrivnost, je pravzaprav narcizem, da smo si na jasnem. Tak sistem, ki je želel ustvarjati narcisa, ni mogel imeti na vrhu empata, mar ne? In prav zaradi tega je ta svet prišel, dokjer je prišel, da so tihi, osramočeni, glasni in agresivni so nagrajeni. Resnica je postala relativna, laž pa je postala praksa. Pa vendarle, kdo je tisti, ki dovoli laž? Celo sodnija, celo državni aparat dovoli laž. Pa vendarle, laž je tista, ki empata najbolj boli. In kaj boli narcisa? Pa resnica. Pa se pejmo igrati. Imamo dve vrsti pekla, enega si narediš sam, drugega ti ustvarjajo ljudje. Tak pekel so priredili meni. To, kar je opisano tle, je pekel, ki je bil prirejen meni. Jaz sem ga prehodil. Zakaj so mi ljudje ustvarjali tak peklenski, overan život? Je pa zaradi tega, ker so sami ujetniki pekla, ki pa izgleda takole. In kdor živi v peklu, se hitro poslužuje izdaje. Izdaja je seveda tudi bila nagrajena, cerkev je bila naklonjena izdajalcem. Izdaja je nekaj, kar v bistvu zelo dobro pride sistemu, da ve, koga se je treba znebiti, in tako so v bistvu ves čas iskali empate. Čarovnice so jim rekli, problem družbe, problematične ljudi, tako so jih imenovali, ker so bili nevarni družbi. In Jezus ni prihajal z vojsko, ni prihajal z agresijo, pa vendarle so ga ubili, ker je bil nevaren družbi, s svojo resnico, ne? Svojo empatijo, svojo srčnostjo. In izdaja nam ni prirojena, to, da vam je jasno. Izdaja ni nekaj, kar bi imeli mi v genskem zapisu. In nam ne gre v glavo, kako je možno, da te izda nekdo, ki ti je prejšnji teden rekel, da te ima rad. V zadnjem letu smo v fazi, kjer v bistvu gre za bojevanje obstoja empata, da se razvije. In ta človek, empat, ki je v fazi prebujanja in razvijanja, je konstantna tarča sistema, ki bi se ga rad znebil. Ali je z gospodom Pernatom enaka zgodba, ne vem, ne bom trdil, ker nisem bil zraven. Zakaj je Pernat izginil kot bojevnik, ki je držal se Hipokratove zaprisege, ne bi vedel, lahko je bil zastrupljen, ne vem, ne bom se v to spuščal, ker je karkoli v tem trenutku reči preuranjeno. Je pa vsekakor škoda vsakega bojevnika, ki se je boril za to, da bi ljudem odprl oči, ampak kot vidimo, ljudem oči ne moramo odpreti. Vsaka duša ima svojo pot in tudi ti zaspani so tukaj z namenom, da vi, ki se prebujate, imamo možnost videti kontrast med človekom brez duše oziroma zaspanim oziroma z nekom, ki je na nizki zavesti, ki jo spremlja aroganca, ignoranca, kako bi človek rekel, ta verovanje v svoj prav, ne, ki je narobe. Ne, ta plexus solaris se vrti narobe.
ko ne zaupaš sebi, ampak verjameš v mnenje nekoga, ki je nekaj rekel, ne? Kar se seveda sklapa s tem, da pokrivaš svojo laž. Skratka, smo v fazi, kjer moraš biti bojevnik. Prebujanje so mnogi razumeli narobe, srčki, ljubezen, esenca, mir, vse krasno, rožice rastejo, ptički mi pojejo in vse okej. Ja, dragi moji, drži, ampak da priješ do tega stanja, moraš iti čez fazo bojevniškega polja, bojnega polja, kjer v bistvu demonske sile se skoncentrirajo in začnejo napadati. In v bistvu ta vojna, ta bojevitost, da prebiješ z demoni znotraj sebe in z vsemi zunanjimi demoni to bitko, to pomeni, da večina bi tle pokliknila in večina je, ker demoni se spravijo nate, da klecneš, da se udaš. In človeštvo je po večini padlo tukaj. Da danes stojiš tam, kjer večina poklekne, da ljubiš, ker bi bilo bistveno lažje nekoga sovražiti pa ga ubiti. Reči resnico, ko bi bilo bolj simpel, če bi bil tih. Kaj se to moraš izpostavljati, Turšič, ne? Ja, kaj se moram izpostavljati? Zaradi tega, ker če bi še jaz tih, bi imel naflancano invazivno rastlino do jezera. Pa ne po nesreč. To je tisto, kar je najbolj noro. Ampak jaz bi imel mir, pa ga nisem imel. Ampak sem pa povedal resnico, pa še jo bom. Ne glede na to, koliko me blokirajo. Bom pa dodal, še bom nekje najdel na luknjo. Ja, in braniti nedolžne tam, kjer vsi gledajo stran. Nedolžna je v tem trenutku najbolj naša zemlja in če ne damo pozornosti odnosu do zemlje, do narave, do otrok, do starejših, do nemočnih, potem nismo naredili nič. Ne? Kaj ti bo že ta filozofija, imejmo eko avto na baterije, pol pa bomo te baterije dali nekam, v Afriko jih bomo poslali. Ne? Mislim, zemlja je od vseh nas. A ne? In ja, prava bojevitost ni v nasilju, v agresiji, ampak je v pogumu srca, da se upa stopati korak naprej. In ja, ljudje ne jemo po nesreč in tudi ljudje po nesreči niso iz tebe vlekli jeze, strahu, stiske in gneva. To ni bilo nič po nesreč, ampak to so bile skrbno načrtovane poškodbe duše, organizirane in to z namenom organizirane, zaradi tega, da se vaša duša ukloni in postane taka, kot je značilno za tirana. Brezčutnega, brezsrčnega, brezvestnega, s poželenjem, kako se temu reče? Požrešnostjo, s pohlepom, greed, ne? Ljudje bi za svojo rad naredili svašta, pa makar če ob tem umre 10, 100 ali pa 2 milijona ljudi, ne? In prepoznavanje skrivnosti pomeni prepoznati skrivnostni narcizem, ki ga je sistem tako vestno branil, nič nismo vedeli nikoli o narcizmu, zdaj vemo. In zdaj imamo mi, vsaj kar se mene tiče, bistveno bolj okrepljen imunski sistem na zunanjo dramo in kaos ter ustrahovanje. Naj vam povem, da gre za zmagoslaven občutek, ko vidiš, kako se trudijo, da bi te spravili v stisko in nelagodje, pa jim ne rata. Notranja integriteta je antiparazitik. Zakaj antiparazitik? Zaradi tega, ker narcis nikoli ne poprosi, če lahko ti vzame malo časa. On si ga vzame. Tvoj čas, tvoj prostor, tvoj energy, on si ga na silo vzame. On je vsiljevalec. Ti, ko mu rečeš, pojdi stran, klop, parazit, klop tega ne sliši, ker noče slišati, pa ne, da ne bi znal, ampak ker noče, ker on je parazit in on rabi hrano. A ne? In kad te stvari prepoznamo in razumemo, takrat se v bistvu njihova igra konča in na tak način se končuje igra tisočletna, ko v bistvu se ne bo več dalo pretvarjati, da si, če nisi, da
ljudje rečejo, kako si, pa jaz pa rečem v redu, oni, ja, jaz tudi. Nisi v redu zaradi tega, ker ti na obrazu piše, da nisi v redu in če nisi v redu, priznej, da nisi v redu, ne laž sam sebi, ker ne moreš biti avtentičen, če lažeš sam sebi, reč, v kurcu sem, pol se šele lahko začne zdravljenje, a ne? Dragi moji, včasih smo delali 2-urni oddaji, naj bo današnja 1-urna dovolj, zaradi tega, ker tudi to ima svoj namen, pomen in smisel, ne rabite ga razumeti, vem ga jaz, vse je to ok. Veseli me, da smo bili skupaj, veseli me, da ste podelili, hvaležen sem vsem za vsako podarjen cekin in krono in tako naprej. Hvala lepa vsem. Želel sem vam predati samo eno stvar. Hvala za krono. Eno stvar. Prepoznavajte skrivnostni narcizem. Ni več skrivnosten, maske padajo in razpadajo in ne rabite nobenega znanja iz knjig, prepoznavajte, kako so ljudje nespoštljivi, kako so bi se radi prikrili, umaknili, pogledajo stran in tako naprej. Dragi moji, narcizem je za prepoznati in če ga boste prepoznali, se ga boste lahko uspešno otresali. Prav zaradi tega je bil skrivnost, ker dokler ga ne prepoznamo, funkcionira, ko pa ga prepoznamo, pa igra pade. Dragi moji, jaz vam želim prečudovit dan še naprej. Mogoče se oglasim jutri, mogoče tudi ne, bog si ga vedi. Če boste zraven, bom vesel, sicer pa so ponovitev vseh oddaj in nekaj novih na YouTubeu. Še na YouTubeu bo tudi, če kaj prišlo, kar ne bo, vedno tukaj live. In ja, želim vam lep dan, pa vse dobro vsem. Držite se. Čau, čau.